Po Sloveniji kruži en zanimiv dokument. Njegova osrednja trditev je, milo rečeno, šokantna. Pravi namreč, da obstaja načrt, vreden neverjetnih 80 milijard evrov, za popolno prestrukturiranje in prodajo Slovenije. Ampak ne kot države, temveč kot da bi bila navadna korporacija. Pa poglejmo, kaj točno piše v tem dosjeju. In vse se začne tukaj, s tem naslovom iz časnika Finance. Dokument trdi, da to ni zgolj neka poslovna novica iz tujine, ne. To naj bi bila javna objava metodologije, ki se zdaj uporablja za Slovenijo. In številka je res osupljiva. Govorimo o 80 milijardah evrov. Da si lažje predstavljamo, to je več, kot celotna Slovenija ustvari v enem letu. To nas pripelje do temeljnega vprašanja, ki ga ta dosje postavlja. Ali gledamo zgolj izjemno učinkovito poslovno strategijo, ki jo uporablja neko globalno podjetje, ali pa se za temi številkami, kot trdi vir, skriva podroben načrt za prevzem in prodajo suverene države. Pa raziščimo trditve tega dokumenta, korak za korakom. Najprej poglejmo, koga vir sploh imenuje za glavne akterje. Kdo so torej po navedbah dosjeja tisti arhitekti, ki v ozadju rišejo načrte za to, kar naj bi postala Republika Slovenija d.o.o.? V samem središču zgodbe, kot jo pripoveduje ta dokument, je globalno svetovalno podjetje EY Parthenon. Kot vidimo, so njihove specialnosti strategija, združitve in prevzemi, finančno prestrukturiranje. Dosje kot ključno osebo izpostavlja Mateja Zadravca, vodjo strategije v podjetju, ki naj bi bil glavni snovalec in operator te metodologije. In tukaj naletimo na en zelo zanimiv pojem. Vir namreč popolnoma na novo opredeli, kdo so angeli investitorji. Pozabimo na klasične vlagatelje v inovativne startupe. Dosje trdi, da v našem kontekstu ti angeli ne financirajo podjetij, ampak politično agendo. Agendo, ki omogoča privatizacijo in razprodajo, od katere seveda pričakujejo izjemne dobičke. Ta citat iz dokumenta nas prepelje do morda najbolj, recimo temu, srhljive trditve, da je celotna strategija zgrajena na razčlovečenju. Po tej logiki državljani nismo več ljudje z ustavnimi pravicami, ampak postanemo človeški kapital. Samo še en vir, ki ga je treba popisati, optimizirati in na koncu, seveda, prodati skupaj z vso ostalo infrastrukturo. Dobro, ampak kako bi se kaj takega sploh dalo izpeljati, ne da bi politiki za to neposredno odgovarjali? Dosje opisuje mehanizem, ki ga imenuje pranje odgovornosti. Poglejmo, kako naj bi ta proces deloval v praksi. V bistvu je zadeva precej preprosta in naj bi potekala v 4 korakih. Najprej vlada da nek nejasen ukaz. Potem SDH to formalizira tako, da naroči študijo. Zatem svetovalna hiša za lep denar napiše točno to, kar je bilo naročeno, in s tem ustvari nek strokovni alibi. Na koncu pa, tako trdi vir, politiki samo skomignejo z rameni in rečejo, mi nismo strokovnjaki, mi smo samo sledili nasvetom in odgovornosti ni več. In kakšna je ključna posledica tega procesa? Popolna netransparentnost. Ko javnost ali pa recimo poslanci zahtevajo vpogled v te študije, na podlagi katerih se prodaja nacionalno premoženje, je odgovor po navedbah dosjeja vedno enak. To je poslovna skrivnost. In tako zasebno pravo povozi javni interes. Seveda, tak sistem ne more delovati kar sam od sebe. Po mnenju vira potrebuje podporo najvišjih institucij v državi. In dosje se osredotoča predvsem na 2, ki naj bi imeli ključno vlogo pri tem, da celoten proces teče gladko in brez ugovorov. Prva institucija, ki jo dokument vzame pod drobnogled, je Ustavno sodišče. Vir postavlja zelo ostro primerjavo. Na eni strani imamo obljubo, da bo sodišče zadnji branik pravic državljanov. Na drugi strani pa imamo obtožbo, da naj bi sodišče sistematično postavljalo interese kapitala na temeljno pravico ljudi do soodločanja. Dosje kot prelomni trenutek, ki ga imenuje kar izvirni greh, navaja odločitev iz leta 2012. Takrat je Ustavno sodišče prepovedalo referendum o ustanovitvi SDH. S tem je po mnenju vira ustvarilo pravni precedens. Ko gre za velike finančne interese, volja ljudstva pač ni več tako pomembna. In to naj bi odprlo vrata za vse kasnejše prodaje, brez kakršnega koli posvetovanja z javnostjo. Poleg sodišča pa vir izpostavlja še enega ključnega omogočevalca – medije. Postavlja tezo o tako imenovani cenzuri z denarnico,
Ker naj bi bili največji mediji odvisni od oglaševalskega denarja državnih podjetij, si po mnenju vira preprosto ne upajo kritično poročati o njihovih lastnikih. Hkrati pa naj bi služili za preusmerjanje pozornosti z ustvarjanjem raznih družbenih delitev, medtem ko se v ozadju v miru prodaja prihodnost. In zdaj pridemo do najbolj dramatičnega dela te analize. Dosje nam le trdi, da prodaja infrastrukture sploh ni končni cilj. Ne, to je le prva faza. Končni cilj naj bi bil vzpostavitev sistema, ki bo zagotovil, da poti nazaj preprosto ne bo več. Sistema, ki ga imenuje tehnološki zapor. Prvi steber tega domnevnega zapora je ukinitev gotovine. V dokumentu je gotovina opisana kot zadnji branek svobode in zasebnosti, ker omogoča transakcije brez nadzora. Njena ukinitev naj bi torej pomenila popolno odvisnost od digitalnega finančnega sistema, ki ga nekdo nadzoruje. In kaj pride na mesto gotovine? Po trditvah dosjeja je to digitalna valuta centralne banke. Ampak pozor, takšen denar naj ne bi bil več last posameznika, ampak nekakšen programabilni bon. Sistem naj bi ga lahko nadaljavo izklopil ali pa omejil njegovo uporabo, recimo če posameznik ne bi izpolnjeval določenih pogojev. Tukaj se zgodba spet poveže z začetkom, s privatizacijo energetike. Pametni števci in pametna omrežja, ki so sicer predstavljeni kot napredek, naj bi bili v resnici orodje za nadzor. Omogočali naj bi, da tuji lastnik omrežja nadaljavo s klikom miške izklopi elektriko posameznemu, recimo neposlušnemu gospodinjstvu. In s tem se krog, kot ga riše ta dokument, zaključi. Zbiranje biometričnih podatkov in uvajanje obvezne digitalne identitete naj ne bi služilo le udobju, temveč popisu prebivalstva. S tem se vračamo na začetek, k ideji o človeškem kapitalu. Vsak državljan postane del sledljivega inventarja v neki ogromni Excel tabeli. Ta citat iz dokumenta morda najbolje povzame celotno tezo. Ne gre samo za eno ali drugo stvar. Gre, kot tvrdi vir, za dvotirni proces. Na eni strani prevzem fizičnih dobrin, kot so zemlja, voda in energija, na drugi strani pa sočasna vzpostavitev digitalnega nadzornega sistema, ki naj bi preprečil kakršenkoli upor. Torej, ta dosje slika eno zelo kompleksno in odkrito rečeno precej temačno sliko. Ne ponuja enostavnih odgovorov, pušča nas z enim samim, a ključnim vprašanjem za razmislek. Kdaj neka legitimna korporativna strategija, ki želi ustvarjati vrednost, prestopi mejo in postane grožnja suverenosti celotnega naroda?